Dragi gledalci in gledalke, dijaki GFML vas pozdravljamo v 48. oddaji Aktualno na GFML. Letošnje leto so že tradicionalno na naši šoli potekali 11. Miklošičevi dnevi zapored, na katerih se na nek način spomnimo Franca Miklošiča. V ponedeljek, 16.11.2015, se je v Kulturnem domu Ljutomer v izvedbi ljutomerskih gimnazijcev odvil pravi spektakel utripajoče glasbe, mode in poezije. V ustvarjalnem večeru, ki sovpada s tradicionalnimi Miklošičevimi dnevi in hkrati pomeni nekakšen uvod vanje, so se zvrstile umetniške kreacije v povezavi z interpretacijami izbranih pesmi Pabla Nerude, z dijaško poezijo ter glasbenimi točkami. Nekoč, pred davnimi časi, ko zima rož še ni vzela. Živeli so le angeli, sreča nikoli ni uvenela. Bila so najlepše bitje. Obraz bil je nežno sijoč, lica bela kot novi sneg. Lasje so bili temni, lepi kot noč. Njihova srca bila so zlata, duša kot metuljček mila. In njihov tih, nežen dotik bil je mehak, kakor svila. Nihče ni gledal le nase, drugim podali so roke. Čopiči so le risali in glasbila dala zvoke. En angel bil je drugačen. Videl je le sebe posod. Ni se zanimal za druge in niti ne za svoj rod. Temu angelu zrasla so krila. Letel je više, više. Prevzel je mogočno oblast. Svojim videzom je druge preslepil, jih ujel v svojo past. Tako drugim zrasla so krila. Kmalu lahko so leteli. Pozabili na svoj jaz, prepovedano počeli. Oder je kar pokal od nadarjenosti in talenta, občutiti je bilo svežino, ki so jo s svojimi nastopi vnesli mladi. On the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. With a careful hand, he wiped up the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that I do not know, for my name was Eliza Day. On the second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I'd seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free? On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the roses, will you follow alone? They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that I do not know, for my name was Eliza Day.
Dijaki in dijakinje so pod mentorstvom profesoric Tanje Trajbarič-Lopert in Irene Štuhec inovativno odkrivali nove smeri v umetnosti, predstavili lastne poglede na svet ter kreativno iskali odgovore na vprašanja bivanjske problematike današnjega časa. Večer se je zaključil z nastopom Gašperja Lovreca, ki je z mogočno dramaturško interpretacijo izbrane poezije v monoizvedbi osupnil in prevzel občinstvo. Stopam z mirom, z očmi, s čevlji, z besom, s pozabo grem mimo trgovin z ortopedskimi pripomočki in mimo dvorišč, kjer na žicah visi perilo. Spodnice, brisače, srajce, ki jočejo počasne, umazane solze. Kadar sem govoril, so mi rekli, da sem nem. Ko sem pisal, so mi rekli, da sem slep. In ko sem odšel od njih, so mi rekli, da sem hrom. Ko pa so me klicali nazaj, pa so ugotovili, da sem gluh. Vse čute so mi zmešali in presodili, da sem blazen. Zdaj sem srečen. Migracije so že v zgodovini močno zaznamovale in preoblikovale naš svet. Trgovci in študentje so širili ideje reformacije, razsvetljenstva, velikokrat pa nažalost tudi verskega preganjanja. Veliko znanstvenikov, umetnikov in pisateljev je bilo prisiljenih zapustiti svojo domovino zaradi vojn ali pa so zaradi risanja mej ostali kot zamejci v sosednjih državah. Zato smo se dijaki drugih in tretjih letnikov v okviru Miklošičevih dnevov odločili pripraviti razstavo z naslovom Izseljenci, migranti in zamejci v slovenski literaturi. Predstavljena so bila dela avtorjev, ki so razpeti med 2 ali več domovin, kot so na primer Boris Pahor, Miško Kranjec in mnogo drugih. Razstavo v čitalnici smo otvorili s kratkim programom in glasbenim nastopom. S tem smo želeli prikazati, kako so migracije vplivale na literarno ustvarjanje teh izjemnih pisateljev. Miklošičevi dnevi so postregli z okroglo mizo z izredno aktualno vsebino. Namen okrogle mize z naslovom Migracije danes je bil udeležencem, predvsem dijakom 3. in 4. letnikov gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, približati migracije kot aktualen družbeni pojav, ki se tiče tudi nas Slovencev. V goste so bili povabljeni 3 tujci, ki so v Sloveniji našli svoj drugi dom. Z Beverly Landrickom iz Velike Britanije, Maho Ahmed iz Jemna in njenim možem Talha Ahmed iz Pakistana je na okrogli mizi tekla beseda o njihovem življenju pri nas, morebitnih težavah in prednostmi, ki jih ponuja naša družba v stereotipih. Why Slovenia? I wanted a better life for my children, and we were watching the television. And there was a program about for English people who wanted to move abroad, and they showed Slovenia, and it was beautiful. You know, green, small, a very small population. So we decided to come. I have never been here, or I have never heard about Slovenia before. Before I know that I'm coming here to Slovenia. I have heard about Slovakia. And because I know Czech and Slovakia were like 2 countries and they're separated. This is the idea that I had in my mind regarding Slovakia. And when first time my husband told me that he's going to Slovenia and I will be also probably will come to Slovenia, the first thing I thought that Slovenia, where is this country? So I just went to Google Maps and tried to look in Wikipedia about Slovenia, and then I knew about Slovenia. The main difficulty I'm facing here in Slovenia is also the language, and I can give you a few examples. For example, when I go to the Občina,
or some other offices, I always try to speak Slovenian. But the problem I'm facing is understanding. So when I start speaking Slovenian with people, they reply to me in Slovenian, and then I can't understand because they speak very fast, or they speak in different dialects. Maybe there are some words in the language which are funny. If you compare it to English, for example, I don't know if this is a dialect word in Maribor, but in Maribor they always say fine body. So yeah, you know, these are some funny things. These are some funny things which we as foreigners we notice these things. Pogovor je pripravila in vodila profesorica sociologije na GFML Sonja Ferčak, poleg gostov pa je na okrogli mizi spregovoril tudi profesor zgodovine magister Jernej Jakelj, ki je osvetlil zgodovinski pregled migracij in odnos do le-teh danes. Jaz sem naredil ta pregled samo zato, da vam bi prikazal, da so migracije sestavni del človeške zgodovine, da migracije niso neki sodoben prijav, da dejansko človeštvo in pa lahko navsezadnje rečemo tudi napredek človeštva temelji na migracijah, na spremembah, lahko rečemo na prilagajanju na novo okolje in da so migracije tisto vodilo v človeški družbi, ki je povzročilo celotno današnjo družbeno, politično in pa ekonomsko situacijo. Za popestritev že tako zanimive okrogle mize je poskrbela premiera kratkega filma GFML za človekove pravice, ki je najnovejši filmski izdelek dijakov 3. letnika. Počasi se bo začel vpis v našo šolo. Ja, tukaj imaš pravilnik. Hvala. Gremo v učilnico? Gremo. Naslednji. Jo. Kako dolgo že imaš takšno barvo kože? Kaj kako dolgo? Že od rojstva. Zelo mi je žal, vendar v skladu s pravilnikom ne moremo sprejeti dijakov, ki nimajo bele polti. Leva vrata, nasvidenje. Gospod Švarc, nadenite prstan gospodični Belina. Razglašam vas za zakonca Švarc Belina. Nujno smo rabili spremembe. In vi ste ta sprememba. Vsi drugačni, vsi enakopravni! Okroglo mizo migracije danes, ki je bila v Domu kulture v Ljutomeru, je bilo mogoče v živo spremljati preko svetovnega spleta, s čimer je gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer znova poskrbela, da je bil zanimiv dogodek viden širši množici. 18. novembra je nas, dijake prvih letnikov, čakala prva ekskurzija. Odpravili smo se v Ljubljano, kjer smo v skupinah izmenično obiskovali različne točke. Najprej smo v Narodni galeriji občudovali ene največjih umetnin, njihove tehnike, vsebine in motive. Kmalu zatem smo se odpravili v Moderno galerijo, kjer smo se srečali z moderno umetnostjo, ki danes navdušuje prav vse v njeni originalnosti. Pot nas je opeljala tudi do Narodne in univerzitetne knjižnice, kjer smo izvedeli veliko v sami arhitekturi stavbe in si ogledali notranje prostore. Ogled ni trajal prav dolgo in privoščili smo si zasluženi odmor za malico oziroma kosilo in ogled samega mesta. Zadnji obisk smo namenili hiši eksperimentov, kjer smo razvijali in preverjali predvsem znanje iz fizike. Po celodnevnem ogledu in veliko hoje smo polni smeha, navdušenja in vtisov krenili proti domu. Dijaki drugih letnikov gimnazijskega programa smo se v sklopu Miklošičevih dni odpravili na že okrašen božični Dunaj. Zjutraj smo iz različnih krajev krenili na pot in se razdeljeni v 2 avtobusih že veselili stvari, ki jih bomo videli. Ko smo prispeli na Dunaj, smo najprej obiskali osrednje dunajsko pokopališče, ki je tudi največje daleč naokrog.
Tam je namreč pokopan pomemben Slovenec in mož, po katerem se imenuje naša gimnazija. Franc Miklošič je bil jezikoslovec, slavist in slovenski filolog, ki je prihajal iz Ljutomera, pozneje pa se zaradi šolanja in družine preselil na Dunaj, kjer je tudi ostal do konca svojega življenja. Ker je bil pomemben in ker se tudi naša gimnazija imenuje po njem, naša šola v sklopu Miklošičevih dni organizira tudi obisk njegovega groba, kar smo naredili tudi letos. Po tej majhni gesti, ki, kot je rekla vodička, pomeni veliko, smo se odpravili v samo osrčje tega lepega mesta in si ogledali center mesta ter se sprehodili po dunajskih ulicah. Kar nas je še posebej razveselilo, je bil velikodušno obsežen odmor, v katerem smo lahko počeli, kar smo želeli. Vse od obiska tamkajšnjih trgovin do ogleda mesta ali pa posedanja v kateri izmed tamkajšnjih kavarn, ki so prav posebno doživetje. Po tem počitku smo se odpravili v Dunajsko knjižnico, spet še eno posebno zanimivo doživetje. Bili smo namreč prva generacija, ki je lahko pogledala in tudi prelistala knjige, ki so zelo stare. In mislim, res zelo stare. Govorim o Dalmatinovem prevodu Biblije, o slavi Vojvodine Kranjske, ki jo je napisal Janez Vajkard Valvozor, in o Zimskih uricah Adama Bohoriča. Vsem tistim, ki imamo radi knjige in književnost, je bil to zelo zanimiv del izleta. Potem pa nas je čakal še obisk Prirodoslovnega muzeja. Ogledali smo si obširno zbirko primerkov živalskih, rastlinskih vrst in drugih organizmov. Polni zadovoljstva smo se odpravili še na božični sejem, kjer smo imeli nekaj časa zase. Utrujeni in polni vtisov smo zapustili sicer deževen, a vseeno čudovit Dunaj z mislijo, da se decembra spet vrnemo nazaj. V petek 20. novembra smo dijaki prvih letnikov gimnazijskega oddelka zaključili Miklošičeve dneve. Letošnja tema je bila domovina mojih staršev, dedkov in babic. Tako smo se prvi 2 šolski uri pogovarjali na dano temo ter vadili nastope, s katerimi smo se v kulturni dvorani tudi predstavili. Sledili sta 2 šolski uri delavnic tujega jezika, ki so bile zelo zanimive in poučne. Po malici smo se počasi odpravili v kulturni dom. Vsak razred je predstavil svojo točko in povedal, kaj vse so se naučili. Tako smo slišali marsikaj o tihotapljenju kave, kavbojk, služenje vojaščine, pionirskih zaobljubah in kultnih glasbenikov ter športnikov. Dijaki so predstavili še, o čem so se pogovarjali pri tujih jezikih. S tem se je končal projektni dan in z veliko novega znanja smo zadovoljni in zasluženo začeli vikend. Dijaki 3. letnikov gimnazijskega programa smo se posvetili predvsem migracijam v naši okolici. Razdelili smo se v 4 skupine. Prva, ki je vodil profesor Jakelj, je spoznala osnovne pojme migracij, nacionalizacije in suženjstva ter tekmovala v kvizu o zanimivostih svetovnih narodov. Skupina profesorica Ferčak je sociološkega stališča raziskovala migracije na Slovenskem, statistične podatke o priselitvah v zadnjih letih in si ogledala film Čefurji Raus. Z geografskega vidika je profesor Obal dijakom predstavil migracije v Evropi, njihove vzroke in območja največjih odseljevanj in priseljevanj. 4. skupina pod vodstvom profesorja Čuša pa je pregledovala časopise ter iskala podatke o migracijah skozi slovensko zgodovino. Naučili smo se veliko novega o drugih narodih in tako postali še bolj strpni do priseljencev v našo domovino. Dijaki prvih letnikov GFML smo se udeležili pohoda na Miklošičevo domačijo. Prvi 2 uri smo si pogledali dokumentarni film o Francu Miklošiču in si z njim povečali naše znanje. Nato smo se peš odpravili do njegove domačije. Pot je bila dolga, zato smo tja prišli zelo izčrpani in si našli mesto ter prisedli s prijatelji oziroma sošolci. Vsi smo si ogledali njegovo hišo od zunaj in od znotraj ter prebrali in izvedeli marsikaj novega. To novo znanje smo tudi izkoristili pri kvizu, katerega so za nas pripravili profesorji. Bil je zelo obsežen, vendar smo dijaki pokazali naše znanje v dobri luči. Zmago je razred predšolskega oddelka 1. VB, svojo zmago so pa tako proslavili, da je najverjetneje odmevala po celem gozdu. Nato smo se odpravili nazaj na šolo in končali ta naš pohod z veliko izčrpanostjo in dobro voljo. Tudi letos smo v okviru delavnic Deutsch macht Spaß z osnovnošolci odkrivali, kako zanimiva je lahko nemščina.
Delavnice za osnovnošolce Deutsch macht Spaß, ki so na naši šoli že stalnica, so potekale tudi letos 27. in 28. novembra. Osnovnošolci, ki jih nemščina zanima ali pa so se želeli zabavati ob vikendu obdanen z nemščino, so prišli in se v družbi dijakov in profesorja GFML-ja naučili nekaj novega in v različnih delavnicah raziskovali, da je lahko nemščina zanimiva in zabavna, ne pa le suhoparni jezik, kot se zdi večini. Da se naučimo samo v razredu, samo za oceno. In tako smo že lansko leto organizirali delavnice in to ponovili še letos. Učenci so bili tokrat samo iz 9. razreda in sicer iz 9 osnovnih šol. In smo tukaj bili petek, soboto, učenci in pa naši dijaki, namreč tudi nekaj naših dijakov je pomagalo pri izvedbi delavnic, so v bistvu šli od ene do druge delavnice na zelo različne teme. Recimo ena tema je bila nemška glasba, ena tema je bila kulinarika nemška, pa potem reklame in tako naprej. Torej zelo različna področja. Delavnice so pripravile naše profesorice nemščine in zdi se mi, da so dijaki in učenci zelo uživali. Te delavnice so namenjene v bistvu vsem, tistim, ki se nemščine še ne učijo, pa tudi tistim, ki so v nemščini zelo dobri. Neka posebna dinamika nastane potem pri teh delavnicah, ker so vendarle oni že glede na predznanje tako različni. Ob tem smo uživali tako dijaki, profesorji kot tudi osnovnošolci, zato že komaj čakamo naslednje leto, ko bomo spet odkrivali veselje ob nemščini. Dijaki so se v preteklem mesecu ukvarjali s književnostjo, športom, lutkovnim abonmajem, projektom Izum, v okviru UNESCO pa so obiskali tudi Čedat. Vse to pa si oglejmo v novicah. Že v prejšnji oddaji smo poročali o recitalu Rocky Hands ob izdaji in prevodu istoimenske pesniške zbirke Edvarda Kocbeka. Po izvedbi recitala pa smo prejeli povabilo, da bi ga predstavili tudi na Dunajski univerzi. V petek 27. novembra so se dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, ki so že prej sodelovali pri izvedbi recitala, skupaj z mentorji in ravnateljem odpravili na Dunaj. Po uvodnem nagovoru je sledilo recitiranje izbranih Kocbekovih pesmi v slovenskem in angleškem jeziku, na koncu pa so pesniško zbirko predstavili še zgodovinar, prevajalec in publicist dr. Felix Bister, pisatelj in publicist Lev Detela ter prevajalec in pesnik Herbert Kühner, ki nam je med drugim povedal tudi nekaj več o prevodu pesniške zbirke. Well, I wouldn't say that it was easy, but it worked. We had some problems, of course. But Felix Biester and I think we solved them. And he was a very good editor and translator. When I first read the poetry, I connected with it. And I was right. I found it and I was right. It's it's in another language. It's not my language. I wish it were too. But I think I brought it over into English. And I'm so pleased. And as I said in my introduction, that when I translate poetry, I often feel when I'm finished that it's my poetry too. He's a great modern poet, and he's at the top of modern poetry with other great poets. But he's a great poet. We worked hard. But I didn't feel that it was something I couldn't do. I never felt that it's too much and I can't do it. I always felt if we had a problem, we would solve it. I always felt it can be done. I enjoyed it, of course. It's when you do it and you connect with it, it's enjoyable. I was so moved by it. I thought it was wonderful. The program was wonderful, and they read wonderfully. I was delighted. And I have other poets that are in preparation. Za dijake je bila izvedba recitala na Dunaju zelo zanimiva izkušnja, gostje pa so povedali, da so nad recitalom bili zelo navdušeni. Konec novembra je letos že 19. v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije potekal festival Izum, inovativnost, znanost in ustvarjalnost mladih. V
V znanem trgovskem centru v Murski Soboti je bilo možno obiskati tržnico pomurskih šol. Na stojnici gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer smo obiskovalcem v živo predstavili 3D tiskanje in robota, ki nastaja s pomočjo te tehnologije. Obiskovalcem smo na stojnici z veseljem odgovorili na vsa vprašanja v zvezi z šolanjem pri nas, več o GFML pa je bilo možno slišati na predstavitvi srednjih šol v Kinodvorani. Festival se je zaključil s slavnostno akademijo, kjer so najboljši učenci in dijaki na področju logike prejeli zaslužena priznanja. Zlati priznanji sta prejela Tim Štuhec in Domen Ijan Morovič, srebrni priznanji pa Ahaz Šimundić in Goran Mundžar. Podeljena so bila tudi priznanja za najboljšo predstavitev in stojnico v okviru festivala, kjer je GFML osvojila drugo mesto, ter letos prvič naziv Naj raziskovalna šola, ki je prav tako pripadal ljutomerski gimnaziji. Naziv Naj mentor za raziskovalno dejavnost je bil podeljen profesorici kemije na GFML Mateji Godec. Prejeta priznanja dokazujejo izjemne nadpovprečne dosežke naših dijakov na področju raziskovalnih nalog in tekmovanj iz znanj ter predano in srčno delo mentorjev na vseh področjih. V dvorani Šic Ljutomer je potekalo pomursko srednješolsko prvenstvo v odbojki za ženske. Odvijalo se je v sredo 25. novembra. Nastopilo je 6 srednješolskih ekip. Kot že vsa leta doslej pa je tudi letos bila najpomembnejša tekma med gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer in gimnazijo Murska Sobota. Po suverenem dobljenem prvem nizu Ljutomerčank se je v drugem nizu odvijal ogorčen boj za vsako točko. Čeprav je bilo občinstvo zelo glasno in spodbudno za naše punce, so z nekoliko več sreče in z dvomljivimi sodniškimi odločitvami na koncu slavile gimnazijke iz Murske Sobote. Le te so v skrajšanem tretjem nizu gladko dosegle zmago in se uvrstile v nadaljnje tekmovanje. Naslednji dan je potekalo tudi področno prvenstvo v rokometu za dijake. Rokometaši GFML so osvojili prvo mesto in se tako uvrstili v nadaljnje tekmovanje. Ljutomerski gimnazijci so se v skupini A pomerili z dijaki iz gimnazije Murske Sobota in zmagali z rezultatom 10-2. V drugi tekmi so se pomerili z dijaki iz srednje poklicne in tehnične šole Murske Sobote in zmagali z rezultatom 12-9. V tekmi za prvo mesto so se pomerili z dijaki srednje zdravstvene šole iz Murske Sobote in zmagali z rezultatom 15-13. Bravo za naše fante in držimo pesti za nadaljnje tekmovanje. Dijaki 3. in 4. letnikov, ki obiskujejo nemško jezikovno diplomo, so se udeležili predavanja profesora Patrika Störa z Univerze Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg, ki je dijakom podrobno predstavil možnosti študija v Nemčiji. Spodbudil jih je predvsem k razmišljanju o študiju tam, predvsem zaradi same bližine Univerze Erlangen in tega, da je ta univerza ena izmed 8 najboljših univerz v Nemčiji, kar predstavlja dobro skočno desko za prihodnost dijakov. Dijaki so se poleg vseh smeri študija še posebej podrobno seznanili s študijem na naravoslovni fakulteti, eni izmed 5 fakultet, ki delujejo pod okriljem te univerze. Predavanje se je končalo z možnostmi pridobitve štipendije, ki mnogim študentom lahko pomaga pri študijskem življenju. Tudi v mesecu novembru so dijaki GFML potovali izven Slovenije. Od 26. do 28. novembra se je 5 dijakinj gimnazijskega programa odpravilo v Cedat, mesto v Italiji. Potovanje je potekalo v sklopu CFM UNESCO, kjer so se ukvarjali z reševanjem različnih problemov. Namen je bil, da smo se zbrali mladi iz celega sveta ter debatirali o aktualnih problemih ter skušali najti rešitve. Razdeljeni smo bili v komiteje in v vsakem komiteju smo debatirali o rešitvah oziroma o problemih, ki so nam bili dani. Mi smo debatirali o 3 osnovnih vprašanjih. Eno od njih je bilo na primer vprašanje nepismenosti v subsaharski Afriki in morali smo nekako skupaj najti rešitve ter se o njih pogovoriti. Potem smo skozi celotne dneve oziroma skozi dan debatirali o tej rešitvi, ki smo našli in jo nadgrajevali. Meni se je zdela to zelo zanimiva izkušnja in če bi imela možnost, bi jo vsekakor ponovila. Priporočam jo vsem, če bi kdo imel priložnost, da se zares veliko naučiš in spoznaš veliko novih ljudi. V znamenju prihodnjih decembrskih dni vam dijaki GFML s celotnim kolektivom želimo čim bolj kakovostno preživete božično-novoletne praznike. Za vse ostale novice lahko obiščete www.gfml.si. Adijo!